V zadnjem kolu prve polovice najmočnejše slovenske lige so Domžalčani gostili sosednjo Olimpijo. Slednja je v derbi Ljubljanske kotline krenila z drugega mesta, Domžalčani pa s četrtega, kjer so imeli točko manj od velenjskega Rudarja. Trener Simon Rožman se je tokrat odločil za spremembo začetne postavitve, saj je v zadnjo linijo postavil 3 nogometaše, 2 mesti v napadu pa je zaupal zveznima igralcema Marku Alvirju in Agimu Ibrahimiju. V primerjavi z zadnjo tekmo v Kranju je v udarni enajsterici opravil kar 4 zamenjave. Kaznovanega Jureta Balkovca je zamenjal Tilen Klemenčič, Nermina Hodžića Senijad Ibričić, Petra Franiča Andraž Kirm, pred Lovrom Bizjakom pa je prednost dobil že omenjeni Alvir. Pred okoli 2000 gledalci so tekmo sredine igrišča začeli nogometaši Olimpije, ki so bili v prvem polčasu v popolnoma podrejenem položaju. Rumeni so namreč od uvodnega piska glavnega sodnika Damirja Skomine krenili po vodstvo, prvo pravo priložnost pa so si priigrali v 14. minuti. Po odlični podaji Darija Melnjaka je Ibričić žogo poslal za hrbet obrambe Olimpije, do strela je prišel Alvir, a se je z odlično obrambo izkazal Nejc Vidmar. V 26. minuti je po podaji Ibričića do žoge na desnem robu kazenskega prostora prišel Ibrahimi, ki je podal pred vrata Olimpije. Tam je za las zamudil dobrovoljc, vratar Vidmar pa je z odlično obrambo žogo z nogo odbil za las mimo desne vratnice v kot. Pritisk rumenih se je stopnjeval iz minute v minuto. Po podaji Ibrahimija z prostega strela je Klemenčič na drugi vratnici žogo vrnil pred vrata Olimpije. Tam je strelom poizkušal Melnjak, a se je z novo obrambo izkazal vratar Vidmar. V nadaljevanju akcije so dvakratni državni prvaki prišli do kota z leve strani. Za izjemno podajo je poskrbel Ibričić, na prvi vratnici pa je najviše skočil Melnjak, ki je strelom z glavo svojo ekipo popeljal več kot zasluženo vodstvo. 25-letni Hrvat je postal že 20. strelec Domžal v vseh tekmovanjih oziroma 18. v državnem prvenstvu v letošnji sezoni. V 43. minuti nova nevarnost pred vrati gostov. Ibričić je z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je bil za las prekratek dobrovoljc. Žoga je letela proti levemu kotu vrat Olimpije, a jo je Vidmar s krajnimi napori uspel odbiti v kot. Tik pred koncem prvega dela igre pa prva priložnost tudi za Olimpijo. Po podaji Roka Kronavetra je streljal Denis Klinar, a se je z odlično obrambo izkazal vratar Ajdin Muralić, ki je vknjižil svoj 6. nastop v najmočnejši slovenski ligi, že drugega proti Olimpiji. Med odmorom ni bilo zamenjav v obeh ekipah, so se pa nekoliko spremenila razmerja moči na igrišču. Olimpija je postala nevarnejša in je prišla tudi do prve priložnosti v drugem delu igre. V 54. minuti je po podaji Darija Čanadžije do strela z 20 metrov prišel Kronaveter. Žoga se je od Melnjaka odbila v vratnico in v kot. Po 20 minutah so se rumeni otresli pritiska zelenih in znova zapretili proti vratom Vidmarja. Po podaji Amedeja Vetriha je njegov primorski rojak Matija Širok meril nenatančno. Minuto pozneje so bili znova v napadu domačini. Alvir je z leve strani poslal predložek pred vrata, Dino Štiglec je žogo odbil do Ibričića, ki se je znašel v odličnem položaju za strel. Njegov poizkus z voleja je zletel čez gol gostov. V 78. minuti je po podaji Kronavetra strelom poizkušal Klinar, vendar vrata Mulaliča niso bila ogrožena. Podobno je bilo tudi 3 minute pozneje, ko je z vrha kazenskega prostora poizkušal Isah Abbas. Zadnjo priložnost na tekmi pa so vendarle imeli Domžalčani. Hodžić je ob izteku rednega dela tekme streljal z roba kazenskega prostora, njegov strel je z odlično obrambo v kot odbil Vidmar, ki je z odlično predstavo preprečil višjo zmago varovancev Simona Rožmana. Najbolj važna je zmaga in seveda tudi naša igra. Smo zadovoljni predvsem s prvim polčasom, ker smo Olimpijo nadigrali. Lahko smo zelo zadovoljni, tako da sami pozitivni občutki. Domžalčani so z 9. zmago v sezoni skočili na 3. mesto prvenstvene lestvice, kjer za vodilnim Mariborom zaostajajo za 12, za drugo Olimpijo pa 9 točk. 4. Rudar, ki bo v soboto ob 15. zadnji tekmec rumenih v jesenskem delu sezone, za Domžalčani zaostaja 2 točki.